pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je pod okriljem Ministrstva za solidarno prihodnost začel veljati avgusta lani, nam je konec lanskega leta najprej postregel z odločbami o vključitvi v dolgotrajno oskrbo. Najbrž se je marsikomu v prebiranju te odločbe pojavilo vprašanje, kaj pravzaprav ta odločba pomeni. S temi odločbami smo postali upravičeni do mreže storitev dolgotrajne oskrbe, ko jo bomo nekoč potrebovali. Postali pa smo tudi zavezanci za obvezni socialni prispevek, ki ga bomo začeli plačevati 1. julija 2025. Vsi slovenski zavarovanci, ki smo bili že vsa leta zavarovani, se pravi v obveznem zdravstvenem zavarovanju in smo stari 18 let, smo ponovno, se pravi od lanskega leta, od zadnje novele zakona, vključeni tudi v dolgotrajno oskrbo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije poudarja tudi, da prijava v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo ob morebitni spremembi statusa, kot so recimo sprememba delovnega mesta, brezposelnost ali upokojitev, poteka enako kot pri vseh drugih obveznih socialnih zavarovanjih. Če ste vi zaposleni, bo to prijavo socialne zavarovanje za vas vedno uredil delodajalec. Če ste upokojenec, uredi Zavod za pokojninsko zavarovanje, če ste brezposelni, Zavod za zaposlovanje, naprimer, če ste socialno ogroženi, Center za socialno delo to ureja, ko se pri njem zglasite. To pomeni, da bomo v prihodnjih letih upravičeni do določenih storitev, ki nam bodo olajšale potrebe v starosti, predvsem v starosti, in bomo za njih pravzaprav tudi, kako bi rekel, zavarovani iz sredstev, ki se zbirajo v tem javnem skladu. To pomeni, nam bo treba manj prispevati iz lastnih žepov. Pomembno je, da smo o tem obveščeni, ker vendarle gre to za en velik premik v pravicah socialne države. Pravzaprav prvič od ustanovitve Slovenije dobivamo nov steber socialnih pravic, v katerega smo zdaj pravzaprav vsi vključeni. To, da ste zavarovana oseba, preprosto pomeni, da lahko koristite vse pravice iz dolgotrajne oskrbe. Tako kot pri zdravstvenem zavarovanju, ko smo vsi upravičenci do zdravstvenega zavarovanja, koristili pa bomo uslugo pri zdravniku takrat, ko bomo zboleli. In enako je na nek način pri dolgotrajni oskrbi. Vsi smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo, do koriščenja teh storitev pa bomo upravičeni takrat, ko jih bomo potrebovali. In kdo bo ugotavljal, ali smo do njih upravičeni, ali jih potrebujemo, to pa bo potem v prihodnjem letu vstopna točka, ocenjevalci, ki bodo prišli k nam na dom, če bomo to želeli, in pravzaprav nas ocenili našo upravičenost. S 1. januarjem letos je začela veljati prva storitev, in sicer pravica do oskrbovalca družinskega člana. O upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe se bo presojalo na centrih za socialno delo. Prva storitev, ki se je že pričela pravzaprav uveljavljati, je storitev oskrbovalec družinskega člana. To je nekoliko specifična storitev, namenjena je neki manjši skupini pravzaprav uporabnikov, kjer gre za situacijo, da obstaja dogovor med svojci, da pač en izmed svojcev izstopi iz trga dela, da pravzaprav, če je zaposlen, da to zaposlitev opusti in se na nek način postane oskrbovalec svojega družinskega člana, ter zato prejema potem recimo nadomestilo. V prihodnjem letu pa potem pridejo tiste, v letu 2025, pa pridejo potem tiste največje, najbolj obsežne nove storitve dolgotrajne oskrbe. Največja novost bo dolgotrajna oskrba na domu, to pomeni neka velika razširitev sedanje pomoči na domu. Mi pričakujemo dejansko, da se bo tukaj, da bo ta pomoč oziroma dolgotrajna oskrba na domu z mobilnimi ekipami in tako, da bo vsaj v določeni meri tudi odgovorila na vse večje potrebe po
po dolgotrajni oskrbi, ki jih pravzaprav vemo danes že komaj, ne, pravzaprav zagotavljamo z obstoječo mrežo domov za starejše. Potem pa na koncu leta 2025, decembra 2025, pa se v nov sistem dolgotrajne oskrbe vključijo tudi domovi za starejše. Ne. Obveznost plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo se bo pričela s 1. julijem 2025. Po 1% bodo plačevali delodajalci, delavci in upokojenci. Izjeme bodo tisti, ki so hkrati delodajalci in delavci, kot na primer samozaposleni in kmetje. V tem primeru bo obvezni prispevek 2%. Informacije v povezavi s sprejeto odločbo, kot tudi zakonom o dolgotrajni oskrbi, lahko dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsak delovnik na telefonski številki 01 30 77 605 ali prek maila do@zzs.si. Prav tako so na voljo za vprašanja tudi na Ministrstvu za solidarno prihodnost na telefonski številki 080 98 10. Informacije lahko poiščete tudi na njihovih spletnih straneh, saj so tam objavljeni odgovori na najpogostejša vprašanja.